hiša ni navadna hiša, res ni hiša kar tako. To hiša je eksperimentov, v njej vedoželjnim je lepo. Živijo prijatelji Hiše eksperimentov. Moje ime je Urša in z vami bi rada delila pozitivno izkušnjo glede dela v hiši, kjer sem pred več kot 15 leti delala kot demonstratorka in kasneje kot predavateljica. V mojem zgodnjem otroštvu sem se dostikrat igrala, da imam svoj radijski šov. Snimala sem se na kasete, delala intervjuje s prijateljicami in vmes pustila kak dober komad. Ampak kasneje, ko sem odraščala, pa sem kar težko komunicirala z okolico. Vedno sem želela biti nekje v ozadju in nisem se dobro počutila v središču pozornosti. Ampak ne glede na to je ta spomin na radijski šov še vedno bil zelo živ in želja, da bi premagala to negativno tremo, ki se je v tem obdobju pojavila, je bila tudi kar močna. In ob pravem času, na pravem mestu se je pojavilo delo v hiši. In jaz sem uspela pri delu v hiši to mojo tremo, to mojo negativno tremo uspešno premagati. Jaz sem hiši danes še vedno za to zelo, zelo hvaležna. Če bi mi takrat v tistem težkem obdobju nekdo rekel, da bom v prihodnosti lahko dala izjavo na pravem radiju ali pa da ne bom imela težave pri predavanju pred večjo skupino, bi mu takrat rekla, ne, lej, ti si malo, ampak kar dosti nor. Je pa res, da dejansko to danes počnem. Že zadnjih 10 let, skoraj vsak dan, namreč delam na področju organizacije dogodkov, na področju PR-ja oziroma dela z mediji. Veliko delam na projektih, delam na ozaveščevalnih projektih, okoljskih projektih, predvsem na področju odpadkov. In vsak dan koristno uporabljam vse, kar sem se v hiši naučila. Hiša, slišala sem oziroma vem, da letos praznuješ in jaz ti želim, da še naslednjih 25 let, tako kot do sedaj, uspešno navdušuješ in želim ti, da bo v naslednjih vsaj 25 letih skozi tvoja vrata prišlo vsaj še toliko navduševalcev oziroma navdušenih ljudi, kot jih je prišlo v teh letih do sedaj. Hiša, vse dobro ti želim in upam, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje. Čau! Ta hiša ni navadna hiša, res ni hiša kar tako. To hiša je eksperimentov, v njej vedoželjnim